Dober dan od srede do srede s kolegom Markešem. Živijo, lep pozdrav sam. Mava Niger, mava obtožnico zoper Trumpa, mava nevihte. Kaj pa je to Niger? Niger, država, afriška. Ja. Ja. Nisem mislil, da bo tako daleč nesel. Greva v domače loge, če sprejmeva to demokratično odločitev. Deva, no? Okay. Deva, ja. Ne, se pravi, zaokrožila je vest, da je hipotetični kandidat za ministra za zdravje dr. Andrej Trampuš, sicer infektolog, ki dela zadnja leta v Berlinu, nekaj časa je delal v ZDA na kliniki Mayo v Švici, nekaj časa tudi v Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru. Pobudo, da bi prevzel ministrsko funkcijo, je pa pred 2 tednoma v kabinet predsednika vlade pravzaprav poslal sam, kot se je razkril. Ti si z njim govoril, če prav razumem. Ja, jaz sem z njim govoril včeraj, ker sem zvedel, hotel sem pač preveriti, a je to res, ker so se pač pojavile informacije. Sem ga poklical, oglasil se je v Avstraliji, nekje, verjetno je bilo to zelo pozno po noči, in sem kar precej časa z njim govoril in je potrdil. Je rekel, da je to res, da on je. Odgovore z kabineta pa ni dobil. Ja, to se pravi, on je, po tem, kar so se pogovarjali, zelo stvaren človek, očitno je zelo eksakten človek, in on s tem, ko je dal ponudbo, da bi postal minister, tako je dal vedeti, je pač pravica kogarkoli, da se odloči tako ali pa drugače, ampak nekako pa pričakuje odgovor, in odziv. To je ta določena neodzivnost in tako naprej, lastnost naše vlade, naše države, ali kakorkoli že. On, ki živi v Nemčiji, dela v Švici in tako naprej, verjetno navajen pač nekega drugega delovnega ritma, če tako rečem. Jaz sem tudi nekaj po Nemčiji hodil in takrat, so scenariji A, B, C in D ni dopustov, če gre nekdo na dopust, zdaj vlada manj da pravi, da so na dopustu. Ene določene odzivi že morajo biti, zapravo vsaj prejeli smo, lahko počakate do takrat ali kakorkoli. En odziv mora biti, potrdilo, da so dobili. In kaj to pomeni, pri tako pomembni zadevščini, kot je zdravstvo in v tako globokem dnu, kot je, v katerem smo se pa zdaj znašli, bi pa jaz na mestu predsednika vlade nosil telefon s seboj. So prepomembne stvari, da si ob njih lahko na dopustu. Zdaj, paradoks je ta, da je v tem trenutku predsednik vlade hkrati tudi minister za zdravje. Še posebej za to. Ampak tako, moram reči, da je pač dr. Trampuš v pogovoru na mene naredil tistega izredno resnega človeka in seveda sem ga vprašal tisto, kar se mi pogovarjamo že več kot 1 leto in vedno znova izpostavljali, ali je privrženec javnega zdravja, in je zatrdil, da je, da seveda zagovarja dostojanstvo poklica, v smislu dobro delo ne bo dobro plačano in tako naprej. In to je poklic, v katerem je veliko znanja, da ga je treba spoštovati in vse tako naprej, vendar po drugi strani pa ni privrženec pač neke abstraktne prevzdignjenosti, nekih dvoživkarskih praks, nekih privatizacij, nekih sedeti na dveh stolih in klestiti zaslužke tukaj in tam, tukaj nabijati vrste, to ne motuje. Moram reči, da sem bil na nek način, vsaj prvi vtis je bil izredno pozitiven, tako da se mi zdi, da če bi dobili človeka takega formata, ki je seveda tudi izredno visokih strokovnih referenc, s pogledi tudi na organizacijo zdravstva, kot nekaj, kar ne premakneš čez noč, točno pa veš, kam greš in kam boš prišel in v kakšni časovnici boš do tja prišel, z nekom, ki je po lastnih besedah protikorupcijsko nastrojen. Se mi zdi, da mogoče pa je to ena luč na obzorju. Mislim, dobil sem tako vtis, da ja. Še posebej, ker sem zdaj bral, recimo, zdaj so odstavili še Šabederja, spet zaradi nekih
finančnih, nekih potencialno korupcijskih zadev, ne, ko je preklical neko oziroma za gradnjo klinike izbrisal neko pogodbo, ki je zmagala in jo predstavil nekomu drugemu za 400,000 evrov več, ne, in tako naprej. Ne vem. Greva nazaj še besedo ali dve o kandidatu, ki pravzaprav se je, ko ne rečem, sam nominiral. Ne? Ja. Jaz vem, da je v času, ko je delal v ljubljanskem kliničnem centru, na nek način si ustvaril status zelo doslednega človeka, kajte on je kot infektolog zelo kritično spregovoril o stanju v kliničnem centru, kar se tiče skrbi za preprečevanje prenosa okužb z mikrobi. Ne? Ob tem je bil nekajkrat tudi slikovito, bom rekel, netakten, ne, kot relativno mlad zdravnik. Ne, je pa kljub temu, da so mu to netaktnost zdravniški kolegi učitelj, dosegel pomemben premik v praktičnem ravnanju v največji slovenski bolnišnici. Namreč takrat so uvedli te razkuževalnike v vseh sobah, kabinetih, praktično na vseh točkah kliničnega centra, kar je vodil v zmanjšanje bolnišničnih okužb, ki so lahko ki lahko prinašajo zelo zahtevne zaplete. Ne? Dobro, potem je on iz kliničnega centra šel naprej na to svojo, lahko rekli, svetovno turnejo, je pa ves čas motril situacijo v Sloveniji. Ja, to je bilo očitno že takrat, ko je bil praktično dnevno, ne, v medijih okrog COVID-a. Ne. Nekateri so imeli do njega celo neke slabšalne zamere, ne, ampak očitno strokovni avtoriteti z tega področja ne oporekaš. Ne, ker kaj sem slišal? Slišal sem, ne, da so zdaj nekateri politiki, ki govorijo, da so podnebne spremembe, tako podobno kot takrat COVID, ne, zarota, plod zarote. Ne. To sem slišal. Ne. Ne, mislim, se pravi, v eni od dveh političnih hemisfer v Sloveniji lahko vedno pogosteje zaznavaš trditve, da so podnebne spremembe plod bolne domišljije levičarskih skrajnežev, ne, in da se, kar se tiče podnebja, ne dogaja nič takega. Ne vem, ne, pred tedni je nekdanja poslanka Mojca Škrinjar zelo vehementno pojasnila, da v normalnih evropskih državah podnebnih sprememb ni. O tem pa fantaziramo v Sloveniji, ki je, če parafraziram, levičarsko iztirla. Ne? V perspektivi je podobno bilo za časa COVID-a, takrat so se delali najbolj mastni posli, ne? Pod mizo seveda, tisto. To je res, ja. Ne, ampak v perspektivi jaz pričakujem to, ne, da bo teh podnebnega skepticizma vedno več, ne, ker gre konec koncev za nek svetovni trend. Ne nazadnje slovenski zet, ne, Donald Trump je odstopil od mednarodnih okoljskih sporazumov, trdeč, da so podnebne spremembe izmišljotina. Ja, in on je, če se spomniš, poskušal zdraviti COVID z varikino in to direktno v žilo. Je rekel, to je ideja, je rekel, to bodo strokovnjaki povedali, kako se to ne, ali se lahko, ampak kako se to naredi, ampak rekel, jaz po noči bolj malo spim in mi hodi v misli po glavi. Se spomniš? Ja, to je sugeriral, pa mislim, da ne varikino, ampak razkožilo. Ne, tako da. Ja, se to je razkožilo. Ja, ampak hočem to povedati. Hotel sem to povedati, ne, da
on recimo je bil primer to vrstnega skepticizma, primer tega, kako se nič ne da in tako naprej. In na koncu koncev, tako kot pri teh podnebnih spremembah, ima to neke politične posledice, ki so tam zelo merljivo pristavljene na Kapitolu, in sicer z ljudmi napravljenimi v vikinge in z norci, ki so plezali čez okna. Ne. Že, ampak ima pa tudi pravne posledice. Ne? Pravne posledice so pa obtožnice, ne? Ki jih je vedno več. Zadnja je bila vložena minulo noč, ne? Ja. Zaradi dogodkov, ki jih pravkar omenjaš. In najavljeno je, da jih bo še več. Ne? Ja. Je pa še vedno špicen kandidat za predsedniške volitve v republikanski stranki, ne? Kar je malo me spominja vse skupaj na slovensko sceno, ne? Ko so nekateri lahko tudi zaprti, pa obtoženi in obsojeni in so potem kar pomiloščeni in so večni politiki. Je pa to prilika, ne, veš, da Slovenija v ZDA za soliden denar izvoz svojo politično terminologijo, ne, Ja. in pač da jim prodamo ta neologizem, ki se mu reče krivosodje za ustrezen denar. Ne. Zaradi tega, ker jaz sem prepričan, ne, da bo kampanja Donalda Trumpa v naslednjih mesecih temeljila točno na tem, da bo trdil, da so pravosodne strukture, začenši z FBI, pa naprej pa nazaj, korumpirane, da gre za globoko državo, pa itak že govori, ne, hkrati pa bo šlo za hud pritisk prav na samo sodstvo. Ne, Jaz se bojim, da je ta terminologija uvožena iz Amerike, ne, da jo lahko izvozimo tja, ali mogoče tja nazaj za nekimi oplemeniteni za svežimi spoznanji, to ja, ne. Vendar pač Jaz probal na Google Translate, kako prevede krivosodje. Ne. Bova poskusila, pa naporočava v naslednjih tednih. Ne. Ja, ampak pač ZDA se bojim, ker jih nekako jemljemo za zgled pač demokracije zadnjih 200 let, ne. Ampak v tem zadnjem času recimo so bili pa zelo močni vplivi na tanko iz ZDA in iz lobijskih skupin za podiranje javnega zdravstva, naprimer, ne. In pri tem, kar prihaja iz Amerike na tej platformi, sem skeptičen. Ne. Sploh, če za merilo vzameva kakovost zdravstvenih storitev in zdravstva v ZDA, kakršna je na voljo povprečnemu Seveda. državljanu, državljanki. Saj ti, mislim, razgledani ljudje, kakršen je pač Andrej Trampuš, ki je zdaj dal predlog, ne, mislim, da se ne moti, mislim, da je dober predlog, kadrovski predlog za samega sebe. Ne, da ni kako pa gledaš na to samo nominacijo? To je znak neke samozavesti, očitno. Ne. Mislim, zdaj samo nominacijo. Kakšna je razlika med Loredanom in njim? Ne? Loredan je preprosto v javnosti povedal, da bo minister. Ne? On je pa vprašal, ali je lahko minister. Ponudil se je. Ne? Ja. In je prosil za odgovor. Ne? To je razlika. Ne? Jaz sem ta vtis, ne? Veš, da pri vseh teh nominacijah gre za to, ne? Da si nekdo prizadeva postati minister, hkrati si pa prizadeva ustvariti vtis, da ga pravzaprav prosijo, ne? In ob tem, ko si prizadeva, ob prvi prošnji, ki je nanj potem formalno naslovljena, reče, o tem bom razmislil, ne? Čeprav si v resnici že nekaj časa prizadeva prvič za funkcijo in drugič je ta stavek, ne, vzel si bom čas za razmislek, blef. Ne? Ja, tukaj je drugač situacija kar transparentna. Ne? Ni te igre. Javiš se na razpis, ko vidiš, da je funkcija prazna. Tako, ne. Jaz čutim se sposobnega, imam kaj zapovedati, rad bi kaj storil, evo, tukaj sem, na razpolago sem. Ne. Tako zgleda zdaj ta stvar. Ne. Kot rečeno, ne, v javnosti se je to pojavilo, prav je, da to zaznamo in še več. Ne. Prav je, da to opazujemo z kritičnimi programskimi očmi, ne, ker ko bo povedal, ne, ker ta novica zdaj očitno je zaplamtela v Sloveniji, očitno se širi in samo vprašanje seveda,
časa, in to nedolgega časa, je, kdaj bodo v medijih pač novinarji povprašali in terjali, pač, kako bi pa to izgledalo. In ko bo to povedal, potem bo pa na mizi ene sorte program, ki ga bo pa možno oceniti. Kar sem se jaz z njim pogovarjal, kot rečeno, za javno zdravstvo, za transparentnost, proti korupciji, proti dvoživkarstvu, za dostojno status in tako naprej. To so same stvari, ki se v lepi slovenščini reče, da pijejo vodo. Držijo vodo. Ja, to hold, ja. Iz angleščine je prišlo v lepo slovenščino. Hold. Ja. David, s tole z vodo sem slišal par variacij, pa v resnici nobene ne razumem prav dobro. Dobro, obdelala sva zdravstveni resurs, prehodila sva se čez lužo v Afrika se pa ne bova lotevala, čeprav gre za hecne. Moram reči, da so v času najbolj vloženih kislih kumranc pravzaprav imela še kaj zapovedati in to je fajn, ne? Prav tako bova to storila naslednji teden. Hvala za tokrat.